Hotela sem snemati brez make-upa, ampak moram dati še nekaj druga narediti, tako da sem se odločila, da bom pač to naredila tak. Čeprav vem, da če se zjočem, bom uničila celoten make-up. V glavnem, danes moram posneti en video, ko ne da ga nočem posneti, težko ga je posneti, ampak vem, da ga hočem in tudi, da ga moram. Zato, ker par dni nazaj sem zgubila Anakina. Anakin je bil moj mucek, oziroma pač klicali smo ga Annie. Verjetno ste ga videli na mojih storijih na Instagramu. Kadarkoli sem bila doma, zdaj v zadnjem pol let, oziroma od mnoga leta, pač sem bila ful mal doma. Ampak vseeno vedno sem ga dala na storij, v glavnem. Če me kaj spremljate na Instagramu, ste verjetno videli, da je bilo v nedeljo kar precej grozno. Ker je Annie praktično čez noč poginil. Za koga sploh delam ta video? Ne delam ga za vas, ne delam ga za kogarkoli, ampak delam ga za sebe, zaradi tega, ker bi pač rada govorila o tem in bi naredila to pač nekaj na mojem YouTubeu, ker to je pač moj kotiček na internetu in je ena taka pomembna življenjska stvar, o kateri ne da bi se rada spominjala, ampak pač rada bi dala to iz sebe in dala to na YouTube. Ni cilj tega videa, da se komorkoli smilim, da pač zdaj, ne vem, nič ne pričakujem od tega videa, sam pač rada bi govorila, ker mislim, da to ful pomaga, pač govorjenje o problemih, o kakršnihkoli težavah ful pomaga. Vsakeč, ko to povem, se mi zdi, da je boljš in ne da pozabljam ali whatever, ampak pač iz mene grejo ta čustva in vsakeč je lažje govoriti o tem, vsakeč je lažje razmišljati o tem, teda zdaj moram to narediti še na YouTubeu, pač tak imam občutek, da je prav, da to naredim. Vsakeč, ko Anjo na nek način pač pokažem neko obliko ljubezni, pač tako je bilo že prej, vsak pač ful najraje na svetu sem ga imela, teda sem naredila ogromno za njega in pač tudi zdaj, ko ga ni več, imam občutek, da pač vsakeč, ko nekaj naredim za njega, je meni lažje in je pač, I don't know, a verjamem v posmrtno življenje ali ne. Načeloma za ljudi ne, za živali pa morajo imeti nek svoj prostor za mavrico, kjer so se živali na kupu in se igrajo in lovijo in delajo vse, kar so si želele delati, ko so bile žive. Recimo, naš maček definitivno uničuje mamin kavč. Kak sem v bistvu kak sem to do zdaj naredila? Dala sem objavo na Instagram takoj zaradi tega, ker se mi je zdelo, da moram to dati iz sebe, da moram to nekomu povedati, ker je bilo to ob polnoč. In se mi je zdelo, da že boljš zaradi tega, ker sem takoj začela govoriti o tem. Takoj je šla fotke razviti in sem jih dala v okvir in naredili smo mu mali grob, ki je pač smo ga pokopali in zdaj imamo tam rožice, ograjico in vse skupaj tudi napis, pač zato, da se ga spominjamo v glavnem. In zdaj zadnji korak je še to, da posnamem video, kakor sem rekla, ne za vas, ampak za mene. Kaj se je sploh zgodilo? Bila je nedelja, oziroma ne, bila je sobota in predtem Annie ni kazal nobenih znakov, da bi bilo karkoli narobe z njim. Edino v soboto, ne vem, dopoldan je začel malo hitrej dihati, ampak ne tako, da bi konstantno hitrej dihal. Pač na vsake, ne vem koliko časa je parkrat hitrej vdihnil in ne vem, mogoče mu je vroče, ne vem kaj mu je, imeli smo še obiske in je lepo se pocartal, po moti sem ga zaprla v mojo sobo in valjda, da je krempo po vratih. Pač ni bil tak, da bi bil čist brez energije, da bi se nekaj ful spremenilo. Ampak pa je nehal jest. Jaz sem mu dala one Felixove vrečke, ko jih je oboževal, zaradi tega, ker vsakič, ko sem mi odprla tisto vrečko, se je njemu strgalo in tokrat se mu ni. To je bila prva stvar, ko je bila ful čudna. Z mamo smo klicali na veterino in so rekli, da naj ga pripeljemo takoj zjutraj v nedeljo, zaradi tega, ker pač naj ne bi bilo nič takega, pa bo že počakal do zjutraj, v redu bo, whatever. In smo mi pač rekli, ja, okej, v nedeljo takoj zgodaj zjutraj ga peljemo in bomo vse zrihtali. In ni bilo tak, ker čez dan, okej, je hitrej dihal, jaz sem še nekaj posnela, kak je dihal, zato da pa slučajno, če bo nehal, da na veterini pač pokažem, ker ste tudi to obsojali, zakaj sem šla snemat mačko, ko je tak dihal, zato da veterinarju pokažem, kaj je bilo v primeru, da neha tak dihati, ker nisko tak dihal. Ljudje, ko so pametni, vedno obstajajo, pač karkoli narediš je narobe. Pol pa po noči
me je že enkrat zbudil zaradi tega, ker je hodil pod posteljo in se je nekam zaletel. Nisem vedela kam, ampak okej, pač maček je, celo noč je glasen, whatever, in se zaspala nazaj. Pa vem, da sem ga še videla, ko je šel izpod postle, nič narobe ni bilo z njim. Pol pa ob polnoči me pa zbudi zaradi tega, ker je jokal. In je jokal, to je bil po mojem najhujši zvok, ko sem ga slišala v življenju. Ne morem niti, ležal je na tleh in ne da se ni premikal, ampak enostavno jokal je, hitro je dihal in šele kasneje sem opazila, jaz sem takoj šla mamo budit, pač mami nekaj narobe z enjem in pa smo pač opazili, da mu ful slina teče iz gobčka, kar smo na koncu ugotovili, da ni bila slina, ker je bila voda. Jaz sem šla takoj na Google pogledat, kaj je bilo narobe. Mama je iskala telefonsko številko od dežurnega veterinarja. V glavnem, takoj je bila akcija. Nisem ga pustila primer zaradi tega, ker pač jaz sem mu prinesla vodo, hrano, whatever. Če kaj rabiš, do your own thing, lahko se posereš, pobruhaš kjerkoli, sam please, bodo okej. V glavnem, in smo iskale in mama je najdla ene 4 telefonske številke, ko jih je poklicala. Na prve 2 se niso javili, na 3 smo nekoga zbudile in šele na 4 v Ljubljani so se nama javili, da ga lahko pripeljemo, če je red pač, da ga naj pripeljemo. Problem je nastal v tem, da je Ljubljana 1 uro stran od Velenja. Takoj spakiramo stvari, damo ga v košaro, zavijemo ga v brisačo, vzamemo pač vse, kar pač obujem se že, v tistem je še ležal na postli, mama je prinesla košaro in še takrat sem čutila, da ni okej, da pač lada je to. Meni je že en mucek dobesedno v naročju poginil in veš, kdaj. Pač to se ponavadi zgodi 2-krat, a ne, pač prvo misliš, da pogine in pa le kar naenkrat boljš. In se je začel upirati, ko sem ga dvignila in je bil poln energije in whatever. In pa, ko sem ga dala v košaro, je bilo to. Pol ga je še enkrat streslo in malo je še voda tekla ven iz njegovega gobčka in pol je kar spustil glavico in to je bilo to. In jaz sem si obljubljala, da na svojem kanalu ne bom jokala, zaradi tega, ker pač how pathetic is that? In v tistem sem ga jaz pač enostavno zavila v brisačo. Obrisala sem mu gobček, ker valjda pač, in sem ga pobožala in to je bilo to. Smo rekli pač, brez veze zdaj hoditi v Ljubljano, ker itak ne bi mogli nič več narediti, ker ga ni več. Labi nama sam povedali, kaj je narobe in ga ne bi mogli več oživljati, logično. Načeloma glede dežurnega v Velenju, naj povem, da se nobeden ni javil, ker če bi se, ne vem, v bistvu ne vem, čist tak je. Jaz sem se kasneje pač jaz sem itak, my coping mechanism je to, da googlam. Karkoli se s čimorkoli naredi, jaz grem takoj pogooglati. In brala sem, da načeloma naj bi bil to infarkt, da mu ni bilo pomoči in da tudi, če bi ga pelale v Velenje na dežurno, tako da bi bil 5 minut, da bi ga zrihtali, bi mogel biti na zdravilih in bi lahko živel samo od 6 do 18 mesecev, nekaj takega, to sem nekje prebrala. Tako da, pa tudi kasneje sem dobivala sporočila, ne vem, tudi od veterinarjev, da, ker sem povedala, kaj je, a ne bi mu mogli pomagati. Na srečo se ni dolgo mučil, to moram priznati, da pač je bilo dosti hiter konc, ampak zaradi tega smo pa mi bili toliko bolj v šoku. Naslednjo jutro, v glavnem nismo šli na veterino, zaradi tega, ker se nam ni zdelo smiselno, v bistvu pustili smo ga v košari in smo ga nesli tukaj na naš vikend in smo ga pokopali. In midve z mamo smo mu naredili lepo grob, tako sem prej rekla. V bistvu bili smo vsi trije, jaz, mama in ati, da smo pač se res poslovili od njega, ker je bil pač vseeno naš družinski član, čeprav nikoli nismo živeli skupaj, ko smo ga imeli, ampak vseeno moj ati ga je imel isto rad. In od takrat v bistvu praktično vsak dan naredim nekaj za njega, pač ne vem, vsak dan moram nekaj narediti in danes delam ta video, pa da mi bo potem ful boljš, mislim, ne bo mi, ampak prvih par dni sem enostavno skozi jokala in zato to je bil tudi razlog, da sem pač se zbrisala dol z Instagrama, zaradi tega, ker enostavno se je bilo ful lepih sporočil in vsakmu sem ful hvaležna, ko je karkoli napisal, ampak nisem se mogla kar pretvarjati, da je vse v redu in zdaj pač furaš life naprej. Nisem mogla, ker sem se praktično skozi jokala. Prvi dan sem itak skozi spala, probala sem gledati mojo serijo
ampak vse ostalo sem se pa jokala. V spoštovanje njemu sem si vzela pol pač tudi dejansko pauzo in šele danes, se pravi 5 dni kasneje, sem začela tudi druge stvari objavljati na Instagram, ne sam njega, ker vmes sem pač sporočila, kaj je bilo. Zdaj je v glavnem 5 dni kasneje, ampak še vedno nekako ne morem dojeti, a sprejemam to dejstvo, moram ga, ker druge izbire valjda nimam. Posod ga slišim, posod ga vidim. Prid domov v prazno bajto je bilo nekaj najhujšega na svetu. Niti moja mama ni mogla pospraviti stvari za njim, ker pač smo imeli, ne vem, WC, hrano in te stvari. Okej, zdaj se ne bom skozi sam jokala, pač ste dojeli nekaj približno, kaj govorim. Oh my god, glavno zakaj o tem govorim? Zaradi tega, ker dobila sem ogromno enih sporočil od vseh vrst ljudi, ko se jim je zgodilo ali dobesedno isto, podobno, ali ne vem, v daljšem času, ali da je domača živel imela prometno, oziroma pač, da je izbil avto. V glavnem, ko so na kakršenkoli način izgubili ljubljenčka in se mi zdi, da nobeden dejansko ni nikoli onega govori o tem. Tudi za tem je normalno žalovati. In vsi ljudje, ko so toliko pametni, se je sam maček, se je sam žival, se smo tudi ljudje sam živali. Normalno je, da žaluješ za nečim, kar si imel zelo rad. Ni bila tvoja najljubša stvar na svetu, ne stvar, najljubše bitje na svetu in je zdaj ni več. In da je trpela zadnjo uro svojega življenja ali kakorkoli. Pač normalno je žalovati. Tako da, če je vam umrla, ne vem, muca, kužek, hrček, kaj še, ne vem, kuščar, pa tudi če vam je ribica umrla, pač normalno je, da se zjočete. Jaz sem res hvaležna za vsa lepa sporočila, je pa dejstvo, da sem dobila tudi hejt na tiste objave, pač kar jaz sploh ne moram dojeti. Kako si lahko toliko brezsrčen, da dejansko se ti zdi weird, da se nekdo poslovi od svoje domače živali. Ne vem, to morajo biti ljudje, ko v življenju niso imeli nič radi, ko pač niso imeli domače živali, ko so pač psihopati, I guess. To, da mi napišeš, da sem jaz kriva. Like, vem, zavedam se, da nisem kriva. Sem se pogovarjala z ljudmi, ki se spoznajo na to in so vsi rekli, da ne bi mogla nič narediti. In nisem jaz kriva in nobeden me ne bo prepričal, da sem bila jaz kriva. Čeprav bom do smrti nosila krivdo in se počutila, kot da sem kriva, ampak dejstvo je, da nisem. Pač celotne situacije, celotnega dogodka ne bom nikoli v življenju pozabila. Pač definitivno bom poskušala, ker je bila ena najhujših izkušenj v mojem življenju, poleg tega, da je že moj prejšnji mucek umrl, spoiler, nikoli ni boljš, vedno je hudo. Tako da ja, to bo zavedno eno tako moje breme, ko pač se bom verjetno zjokala vsakič, ko bom videla belo pa oranžno muco, a ne. Za konec pa moram reči, da imam eno ful luštno teorijo. Jaz sem pred kratkim dobila čonkija, ki ste ga videli tudi v enem od prejšnjih videov. Ko sem ga dobila, pač ne vem, eni je bil ziher 100% bolan že od prej. Ker je imel vse sorte alergij na vso različno hrano, nikoli mu nič ni pasalo. Čeprav smo se trudili, na vsake toliko cajta v glavnem je imel alergijo na neki, tako da definitivno eni ni bil vedno zdrav. Ampak smo pa zamenjali hrano in je bilo boljš. Tako da nismo nikoli delali nažalost nismo nikoli delali nekaj full big deala iz tega. V glavnem jaz sem dobila čonkija in moja teorija je, da je takrat eni vedel, da je v redu, da gre. Bo tam čonki za mene, ko bo poskrbel za mene in bo pač... Jaz sem enija dobila zaradi moje depresije in zaradi moje anksioznosti, zaradi tega, ker živali ful pomagajo pri teh stvarih, tako da če imate vi slučajno problem, vi morate svoje starše prepričati, da vam kupi mačka, to je lahko razlog. Jaz, če ne bi imela zdaj pri Tomažu mucka, najbrž bi me 1000krat huje sesulo, en je mogel vedeti. In jaz bom in čonkiju in heniju bom večno hvaležna zato, ker sta mačka. Jaz obožujem mačke, okej? Mačke so nekaj najlepšega. V glavnem, eni res ti hvala za vse. V glavnem video bom mogla zaključiti zaradi tega, da se grem do konca zjokati, ampak res eni hvala za vse od začetka do konca. Bil si dobesedno najlepša stvar v mojem življenju. Upam, da uničuješ naš kavč, lepo tam v nekih živalskih nebesih. To je to za ta video. Se vidimo kmalu v videih, ki sem jih snemala prednje eni poginul, ker sem si delala backup. Se jaz tako počutim. Obdobje
preden je eni šel in obdobje potem, ko je eni šel. Grozno, v glavnem, to je to za ta video. Ne moram začela oddeževati, da moram zapreti okna. V glavnem, hvala, da ste ga gledali in hvala še enkrat in še 1000-krat za vašo podporo. Se vidimo naslednjič. Rada vas imam. Ful vam hvala. Čau.